zgolj z eno potezo rešili otroško življenje, nekoga usrečili in tretjega razveselili? Nič lažjega, prisluhnite. Ja, punčke iz cunj izpod rok slovenskih prostovoljk že vrsto let pomagajo pri cepljenju otrok v manj razvitih državah in to je punčka po imenu Tara, izdelala pa jo je gospa Marija. Marija, tako iz Ljubljane. Letos pa so se izdelavi punčk pridružile tudi obsojenke iz pripora in pripornice iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. No, več o tem sodelovanju nam bosta povedala naša današnja gosta. Z nami sta pedagoginja in višja svetovalka v Zavodu za prestajanje zaporne kazni Ig Vesna Kopač in pa Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, gospod Bergoč, projekt Punčke iz cunj v Sloveniji je lani dopolnil polnoletnost. Zdaj, koliko takih podobnih, seveda raznovrstnih, predvsem pa unikatnih punčk ste izdelali v teh zadnjih letih samo v Sloveniji? Samo v Sloveniji je bilo do sedaj posvojenih 20.800 takih punčk, torej izdelanih še nekaj več. Tudi trenutno imamo kar marsikje po Sloveniji možnost, da se te punčke posvojijo, kot mi rečemo. Tako da ja, 20.800 v teh 19 letih v Sloveniji. Vsako leto prek 1000 punčk naše prostovoljke večinoma, pa tudi prostovoljci iz cele Slovenije naredijo. Treba prepovedati, da to ni samo slovenski projekt, ampak lahko rečemo, da gre kar za neko globalno gibanje vsako leto. Kar nekaj držav se je tudi tega projekta lotilo. Začelo je v Italiji, prek Gorice, Nove Gorice je prišlo tudi k nam pred skoraj 20 leti, ampak je še kar nekaj držav po svetu, kjer tudi ta projekt izvajajo. In letos so se obsojenke iz zapora Ig, gospa Kopač, pridružile temu res lepemu projektu. Odkot ideja oziroma pobuda za to sodelovanje? Drži, ja. Letos smo se tudi mi priključili temu projektu. Prišla je pobuda strani uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, generalnega urada, potem pa je stekla beseda z UNICEF-om in ideja je šla na plan. Kakšen je bil odziv? Kako so se odzvale vaše varovanke? Odziv je bil zelo dober. Šivale, kvačkale, pletle smo tudi v prostem času, tako da so zelo dobro sprejele, z veliko vnemo so izdelovale in krepile ta projekt. No, te punčke vidimo verjetno tudi na posnetkih. Trenutno poteka razstava teh punčk, ki so jih vaše varovanke izdelale in sicer, mislim, da v Državnem zboru so razstavljene. Ampak vendarle, povejte mi, kako pravzaprav poteka ta akcija? V glavnem ne temelji vse na tem predanem delu naših prostovoljk. Gospe, ki so v raznih skupinah, mnoge v okviru Tretje življenjske univerze in ostalih društev, se javijo, da bi sodelovali z nami, mi jim damo napotke, navodila, kako se punčka izdela, kroj, pomagamo pri materialu in potem začnejo z izdelovanjem punčk. Zelo različne so, zelo raznolike, tudi fantko, da ne bomo... Tudi fantki so vmes. Vsaka je unikatna, ogromno dela je vloženo v vsako od njih. Gospe pravijo 8 ur, tudi več kot 8 ur. Vidite, da ima vse, od oblekic do spodnjega perila, do čeveljčkov, do las. Vse to je treba ročno izdelati. Tako da gre za enkraten izdelek, umetniški izdelek, recimo temu tako, naših neprecenljivih prostovoljk. Potem pa te punčke seveda morajo priti še do nekoga, ki jih posvoji. S tistim prispevkom za punčko pa seveda potem lahko pomagamo otrokom, ki so te pomoči potrebni. Ja, in komu pomagate? Tukaj je verjetno na mestu to vprašanje. Ja, torej, ta projekt, konkretno Punčke iz cunj, je namenjen cepljenju otrok v deželah v razvoju proti 6 osnovnim zelo nevarnim otroškim nalezljivim boleznim. Brez tega cepljenja so ti otroci zelo ogroženi, še posebej, če živijo v slabših razmerah. Recimo podhranjen otrok, ki nima dostopa do čiste pitne vode, ki je že tako njegovo življenje obremenjeno in ogroženo, če dobi eno od teh bolezni, ki jih pri nas skoraj da več ni, lahko zaradi tega dejansko umre. In s tem cepljenjem se to prepreči. Tako da smo lahko zelo ponosni, da smo s pomočjo naših prostovoljk 20.800 otrokom samo iz Slovenije pomagali, da so to cepljenje dejansko prijeli. Zato, ker za znesek 20 evrov
se lahko nabavi ta cepiva, se lahko izobrazi osebje, da znajo pravilno cepiti in se ga lahko tako imenovani hladni verigi tudi dostavi. Torej vse skupaj se lahko z eno punčko omogoči za enega otroka. Kako so vaše varovanke sprejeli ta projekt? Z odporom, z navdušenjem, nekaj se dogaja. Kako so se pravzaprav lotile? Seveda z navdušenjem. Za njih je bilo to nekaj novega. Namreč učile so se novih spretnosti, marsikatera prej ni znala šivati, kvačkati. Še bolj pa jih je pritegnilo to, da gre za nek dobrodelen projekt, da tudi one lahko družbi vrnejo tisto, kar mogoče so ji vzele. In vsaka punčka ima verjetno tudi svoj karakter. Pogovarjali smo se z eno izmed zapornic, ki je sodelovala pri izdelavi punčk iz cunj. Ampak žal se ni želela izpostaviti, da bi videli to njeno dobrodelnost, ne? Zato smo njeno identiteto zakrili, no z njo pa se je pogovarjala Meta Črnej. Zakaj ste se odločili pristopiti k projektu izdelave punčk iz cunj? V sam projekt sem se dejansko vključila preko delovne terapije. Tam smo imeli pač to možnost, da smo tudi te punčke izdelovali. Mene je recimo to zelo navdihnilo, ker pač rada non-stop nekaj izdelujem, delam, tako da ročne spretnosti mi niso tuje. To je bil dejansko čisti povod, da sem pač sodelovala tudi v teh izdelavah ljudka. Kakšno punčko pa ste izdelali? Jaz sem bolj kot ne sodelovala pri vseh, zaradi tega, ker sem bila večino tudi z zašivalnim strojem. Smo pa potem skupaj si dodajale kakšne ideje, tako da so se punčke izdelovale čisto naključno, od črnk do nosečk, do recimo angelčkov, pač odvisno od navdiha. Ste prek izdelane punčke želeli kaj sporočiti svetu? Ja, dejansko lahko se sporoči, da kljub temu, da smo nekje v enem takem zavodu, zapor, ki deluje kot nekaj, bom rekla, slabega ali pa kakorkoli. Jaz vedno vidim, da iz vsake slabe stvari lahko nekaj dobrega potegneš, ne? In ja, absolutno se da s tem punčkam tudi povedati, da tudi tu so dobre punce, ne vem, po srcu dobre, mogoče trenutno bile v kakšni slabi situaciji, ne? In so se preko te punčke zdaj izrazile, pa so pokazale tudi dejansko tisto, kar čutijo vse, oziroma želijo navzven pokazati. Ja, mene so navdihnile punčke z tega vidika, zato ker pač konec koncev tudi vidiš, da lahko nekomu, ne vem, z eno svojo idejo, z gesto, že samim sodelovanjem dodaš neko vrednost, da se nekdo pa tudi razveseli, ne? Da mu igra pač eno vlogo tudi mogoče, ne vem, zvečer pri spanju ali pri igranju ali kakorkoli, no. Mogoče pa tudi sem na polički, ne. Kako je samo delo potekalo? Kako ste imeli razporejen čas? Mi smo se vključevali v samo delovno terapijo 3-krat tedensko. Dejansko smo v teh uri pa pol oziroma 3 šolskih urah izdelovali. Razdelili smo si dela, smo si razdelili dejansko tudi kaj katera naredi, tako da čisto preprosto, samostojno, samim navdihom. Kaj pa navadi počnete v času, ki vam je na voljo kot prosti čas? Tukaj imamo dosti prostega časa, toliko v življenju, ne vem, če ga še imaš kdaj, pa če ga bom še imela kdaj priložnost. Tako da dejansko jaz ga zdaj, glede na to, da sem tudi sama na odprtem oddelku, izkoristim čim več tudi za branje knjig, ne vem, poslušanje kakih spodbudnih govorov pa teh stvari, se dodatno še kaj zraven izobražuješ, si daš mogoče kako gesto, kje in koliko dejansko nadaljuješ pa tudi naprej. Komu bi najraje podarili eno tako punčko, ki bi jo vi sami izdelali? Ja, jaz bi jo sigurno podarila, zdaj če gledam ne v okviru družine, ne, ker absolutno, ko imaš enkrat vnuke, pač k njim več daš, ne. Drugače pa ne vem, otroku, pri katerih vidiš, da so nekje v družini, v neki stiski ali kakorkoli, da se mi zdi, da mogoče mu je to neka opora, s kom se kot otrok lahko pogovori tudi, ne, saj vem, da punčka ne odgovori, ampak včasih si najdemo nekega junaka, ali lutko, ali cunco, ali bilo kaj, ne, in se na tistega oprajo. Tako da jaz absolutno, ja, otrokom, mogoče tudi kakim starejšim, ko so v kakih stiskih, pa teh stvareh, no, tako da bolj dobrodelno, absolutno. Kakšni krasni izdelki, ne, tudi izpod rok vaših varovank. Kako so one to sprejele? Kot nek skupinski projekt in so se tega tudi tako lotile, ali je bilo v neki fazi zaznati tudi malo rivalstva med njimi, katera bo lepšo naredila, katera bo boljšo naredila?
Bilo je izrazito timsko delo, ker namreč ni ena obsojenka izdelovala ene punčke v celoti, ampak po fazah. Nekatere samo telo, potem nekatere so bile za risanje očes, druge so kvačkale, pletle. Tako da je bilo res izrazito timsko delo in smo tudi to s tem krepili, sodelovanje v skupini, timsko delo. Neka pozitivna tekmovalnost pa je vedno dobrodošla. No, to je lepo slišati. Ampak vsaka punčka je res unikatna. Vidimo, da sta že ti dve popolnoma drugačni. Zdaj, kakšna je specifika punčk, ki ste jih izdelovali v zaporu, recimo? Kaj je drugače? Kakšne obleke so izbrale vaše zapornice za punčke? Ja, kot sem omenila, je specifika naša predvsem ta kvačkani del, kvačkani materiali. Predvsem smo se tudi posvetile tem modnim dodatkom, naprimer. Pa, naprimer, z nahrbtniki imaš še možnost za preoblačanje te punčke. Potem pa mogoče velja omeniti še naše neveste, ki smo jih izdelali. Angelčke, nevesta je bila zelo atraktivna, ker je imela vse tisto, kar nevesta mora imeti. In mogoče tudi, da so se poistovetile s to vlogo. Torej, zelo domiselno ste se lotili izdelave, ampak treba je povedati, že prej smo se dotaknili, da gre za dobrodelni projekt. Vsako leto zaradi nedostopnosti cepljenja v svetu umre 1,5 milijona otrok. To je nekako en otrok vsake 3 minute. Ogromna številka. Ogromna številka. Zdaj, koliko otrok bo s tem dobrodelnim projektom cepljenih? Bodo živeli bolj zdravo? Bodo lahko tudi dosegli neko lepo starost? Ja, kot sem že rekel na začetku, to je eden od ukrepov, cepljenje proti tem osnovnim nalezljivim otroškim boleznim, ki največ pripomore preživetju otroka. Ob dostopnosti do čiste pitne vode in seveda zadostne prehrane. To so neki nujni predpogoji za preživetje. Potem seveda ne smemo pozabiti, da naslednja faza je pa vstop v šolo in dober izobraževalni sistem, kjer je tudi velika neenakost dostopnosti do šole. Tudi glede na spol, deklice nimajo povsod enakih možnosti izobraževanja, kot imajo dečki. Pandemija je vse to še dodatno zaostrila, povsod ni bilo možnosti vključitve na šolo nadaljavo kot v razvitem svetu in so cele generacije recimo izostale, ampak nujni predpogoj, da sploh do šole lahko prideš, je pa da prideš do takrat živ in zdrav in s tem cepljenjem se pač poskuša čim več otrokom to omogočiti. Pri vas je bila to prva taka dobrodelna akcija ali se jih večkrat udeležujete? Ne, zadnja leta smo priključeni projektu izdelovanja božično-novoletnih čestitk za starostnike. To je potem poklonimo v domove za ostarele. Tudi letos poteka ta akcija, tudi letos sodelujete? Ja, drži. Smo že začeli z izdelovanjem. Potem pa trudimo se v lokalnem okolju, imamo en socialno-varstveni zavod, za katerega smo izdelali igrače in jih tja poklonili. Pa v prvi vrsti skušamo poskrbeti tudi za naše otroke, s tem je mišljeno otroke obsojenk, katerim sami izdelajo kakšno igračo, tiho knjigico, tako da jim malo oblažijo stiske, ki jih imajo otroci. Kako dobrodošli so tovrstni projekti? Ja, zelo. Saj sem že prej omenila, da krepi več nivojev, to dobrodelnost, humanitarnost, potem ta timski duh, kompetence, učijo se novih znanj, spretnosti. Tako. Ja, treba je tudi povedati, zdaj zagotovo smo kakšnega gledalca ali pa gledalko navdušili nad temi punčkami. Kje lahko posvojijo oziroma na kakšen način posvojiti to punčko? Ta trenutek, kot smo rekli v Ljubljani, v parlamentu, poteka razstava naših punčk iz cunj, kjer so razstavljene tudi punčke, ki so jih izdelale gospe na Igu. Drugače pa na mnogih poštah po Sloveniji je to možno narediti, vedno pa na naši spletni strani, prav spletna stran je punčkiscunj.si in tam je mnogo punčk na voljo in je tudi posvojitev, nakup zelo enostaven in pač to punčko potem posvojitelj dobi po pošti. Seveda prihaja tudi čas obdarovanj, in taka punčka je lahko eno tako izredno lepo darilo z nekim globim pomenom in smislom. Res gre za en krasen projekt, naše prostovoljke to zelo rade počnejo in jih to srečuje, da lahko pomagajo
otrok v nekje državi, ki je manj privilegirana, kot je pri nas, dobiti osnovna cepiva in potem pa še osreči nekoga, ki to punčko dejansko dobi. Trojni namen. Trojni namen, tako ja. Vsega? Kaj pa cena morda? Ja, Ali si to želel? Ne, ja, torej, ampak ni problem. 20 evrov je znesek, za katerega sem dejal, da omogoči to osnovno cepljenje. To je pač tista osnovna cena, osnovna donacija. Mnogi se pa odločijo tudi za nek višji poljubni znesek, ampak 20 je tista osnova. Veseli smo pa vsake tudi drugačne, višje. Verjetno ste veseli tudi različnih odzivov, praktično iz vsega sveta. Vsaka punčka je namreč opremljena z osebno izkaznico, kjer je gor ime, datum in kraj rojstva, če lahko rečemo tole recimo Monika, in pa z posebno kartico, ki je zaželeno, da se nekako vrne k tistemu, ki jo je izdelal. Ja, pač eno priznanje za te naše prostovoljke in jim dosti pomeni je tudi to, da vejo, kje njihova punčka je, torej koga je osrečila. In glede na to, da imamo razstave tudi v času, ko je mnogo turistov, vemo, da prihajajo te razglednice dejansko iz celega sveta, iz vseh kontinentov in iz bolj eksotičnih krajev so še bolj zaželjene, tako da ja, tudi če boste gledalci posvojili katero od punčk iz cunj, bo zelo, zelo zaželjeno, da izpolnite to dopisnico, razglednico in jo vrnete na naslov izdelovalke punčke iz cunj. Vidva sva že posvojila kakšno punčko? Ali pa fantka? Ali pa fantka. Ja. Mnoge, tudi osebno, tako. Krasno. Ja, hvala lepa za današnji obisk in res je krasna, dobrodelna nota zapisana v teh punčkah in lepo je tudi, da potem tisti, ki izdelujejo punčke, dobijo nekako povratno informacijo, da je ta punčka prišla res v prave roke. Tako, hvala lepa in uspešno naprej. Hvala tudi vam.